o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, da nam sonce vsak dan sije in ogriva nam življenje, razsvetljuje pot vseh tistih, ki te iščejo, Gospod. Za vse zvezde in za luno, hvala ti, o moj Gospod, ki so kakor moje sestre, hvala ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavil, hvala ti, o moj Gospod, in jih dal vsem, ki so v temi. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdanji. Za pogumne v trpljenju, hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni, hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir jim, o Gospod, hvala ti, o moj Gospod, ko življenje zvečeri se. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. In za našo sestro smrt, ki jo čutim vsak trenutek, a če bom živel v ljubezni, dala smisel bo življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, ki tvoj dar je vsem ljudem, hvala ti, o moj Gospod, za življenje vseh otrok, hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, in pomenim se stvarstvo, hvala ti, o moj Gospod, zahvaljuje ti ponižno, hvala ti, o moj Gospod, ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat sem v Škofiji Celje, v župniji Šempeter v Savinjski dolini. Lepo vas pozdravljam in lepo dobrodošlico želim gospodu župniku Mirku. Bog pa živi v naši domači oddaji Pot poti in vesel sem, da boste besede podelili z našimi gledalci, kajti prav na željo naših gledalcev oddaje Pot poti sem jaz danes vaš gost. Prav lepo pozdravljam tudi jaz v imenu naše župnije in v svojem imenu vse gledalce in gledalke. Pa tudi gledalce oddaje Pot poti. Morda bi se na začetku naših gledalcev oddaje Pot poti predstavili. Moje ime je Mirko Škoflek, rojen sem bil pred 64 leti v sosednji Fari Polzela. Tam sem tudi obiskoval osnovno šolo, gimnazijo sem obiskoval v Mariboru in bil gojenec Slomškovega dijaškega semenišča. V Uslovju sem najprej v Ljubljani, medtem sem odslužil vojaški rok. Drugi del študija sem nadaljeval v Mariboru, kjer sem bil 29. junija
1973 v mariborski stolnici posvečen v Mašnika. Posvetil me je takratni mariborski škof ordinarij dr. Maksimilijan Držečnik. Moje prvo službeno mesto je bilo po Franu kot duhovni pomočnik. Naslednje leto sem bil nastavljen za kaplana v Slovenski Bistrici, kjer sem ostal slaba 3 leta. Vmes sem bil pol leta vikar namestnik v župniji Sveti Peter na Medvedovem selu. Leta 1976 sem bil imenovan za župnika v Majšpergu, kjer sem ostal 10 let. Leta 1986 sem prišel v Šempeter in tu sem 26 let. Sem tudi dekan Žalske dekanije, poleg tega že 17 let vodim verske oddaje na Radio Celje. V dekaniji sem zadolžen za medije, za pastoralo mladine in za ministrante. Kakšna pa je zgodovina vaše cerkve v Šempetru v Savinjski dolini? Kdo je bil sveti Peter, vaš varni zavetnik? Zgodovina naše župnijske cerkve je zelo zanimiva. Cerkev je posvečena svetemu Petru apostolu, kar kaže na njeno starost. Cerkev je bila leta 1256 že župnijska cerkev, saj je župnija že bila kot samostojna župnija inkorporirana Stiškemu samostanu. Stiški upad pa je bil odgovoren Oglejskemu patriarhu. To je prvi zanesljivi zgodovinski podatek o cerkvi, ki je bila po vsej verjetnosti župna cerkev, matica v spodnji Savinjski dolini. Prvi župnik se omenja župnik Janez, ki je bil odgovoren za ves ta del spodnje Savinjske doline. V 16. stoletju pa je cerkev izgubila na pomenu. Župnija je bila ukinjena, ponižana v vikariat, celo postala je le podružnica. Svoj nekdanji sloves je pridobila v jožefinski dobi. Začele so se dozidave in obnove. Leta 1767 je bila dozidana roždvenska kapela na severni strani. Leta 1794 je strela uničila zvonik in postavili so od temeljev novega. Leta 1859 so porušili prezbiterij, pri tem odkrili sledove gotskih okn prvotne cerkve in sledove nekega požara. Cerkev so podaljšali za 2 shoda in tako prenovljeno cerkev je leta 1860 posvetil zdaj že blaženi škof Slomšek. Na to posvetitev spominja spominska plošča v cerkvi v prezbiteriju in na to smo zelo ponosni. Cerkev je kmalu postala premajhna, zato so je leta 1913 podaljšali za prezbiterij in prizidali novo zakristijo. Kropilnik pri glavnih vratih nosi letnico 1660. Notranjost cerkve je poslikana s freskami, ki so delo Jakoba Brola in poznejše Osvalda Biertija. In še zanimivost v naši cerkvi, v Starem Žagradu smo uredili kapelo in vanjo postavili znameniti gotski kip Matere z detetom, čigar izdelava po ugotovitvah umetnostnega zgodovinarja dr. Gustava Hakla sega v leto 1320. Kip je iz bližnjega dominikanskega kloštra v Založah, ki ga je cesar Jožef II. Razpustil. Kakšen je utrip župnije Šempeter v Savinjski dolini? Katere podružnične cerkve imate? Kdo vam pomaga pri pastoralnem delu? Naša župnija je delavsko-kmečka. V ničemer ne izstopa iz povprečja. Smo tam nekje na sredini. Je zelo živahna, farani so dobri, radi sodelujejo, radi pomagajo in v teh letih smo kar nekaj postorili. Prav gotovo bi se dalo še več, vendar smo prepričani, da je metoda majhnih korakov zelo na mestu, kadar gre za obnove ali nabave, še posebej pa na duhovnem področju. Če je preveč vsega, se ljudje ustrašijo ali pa naveličajo in potem je škoda vsakega truda. Če pa razumno počasi prenavljamo stavbe in prav tako počasi prenavljamo samega sebe in se duhovno poglabljamo, potem smo vedno pred nečim novim in izzivi so bolj zanimivi. Naša župnija nima nobene podružnice, imamo samo kapelo svetega Alojzija, ki je bila prvotno mišljena kot pokopališka kapela, vendar jo je Savinjska železnica Celje-Dravograd, ki je bila zgrajena prav v tem času, odrezala od pokopališča. Sedaj je prenovljena in v maju imamo vsak ponedeljek v njej šmarnice. Sprejme približno 50 ljudi.
Sodelavcev imam veliko. V prvi vrsti je to župnijski pastoralni svet, cerkveni ključarji, ministranti, bralci beril. Imamo 4 pevske zbore, 4 organistke, ljudi, ki skrbijo za lepoto cerkve in okolice, v šali jim rečemo čistilni servis. In seveda vsi tisti, ki vsak mesec čistijo in krasijo cerkev. Mislim, da zelo lepo sodelujemo in upam, da bo tako še naprej. Imamo tudi, kar je zelo redko, mladinsko skupino, ki je kar številna. Imamo zakonsko skupino in biblično skupino. Kako vidite krščansko družino kot duhovnik? Družina je bila in bi morala spet postati in ostati svetinja. Še posebej pa to velja za krščansko družino. Žal se ta podoba izgublja. Sodobna družina nima časa za molitev, za nedeljsko mašo. To pa je bistvo. Znano je, da družina, ki skupaj moli, tudi ostane skupaj. Dali smo se pretentati in se upreči v podivjani tek časa in se skoraj več ne znamo ustaviti. Če se bo krščanska družina zmogla zopet pridobiti te vrednote, hvala Bogu, vedno več jih je, ki to prakticirajo, potem se nam ne bo treba bati za prihodnost naših mladih. Želel bi, da bi mlade mamice in mladi očetje blagoslovili svojo zvezo zakramentov svetega zakona, da bi povabili Boga v svojo družino, ne kot gosta, ker gost pride in odide, temveč kot člana družine in ne nazadnje, da bi se po besedah blaženega papeža Janeza Pavla II. Ne bali Kristusa. A ni lepo, če imaš nekoga, ki ti je vedno na razpolago, ki ima vedno čas zate, ki te ne razočara, ki ti vedno pomaga, če ga le prosiš in mu zaupaš. To razsežnost Božje dobrote in pripravljenosti pomagati bi bilo treba vsem ljudem, še posebej pomladim, pokazati. Kako pa vidite vašo mladino, kako sodeluje v župniji? Naša mladina je razdvojena, na trenutke tudi zmedena. Niso oni krivi, krivi smo mi, starejši, ker jim nismo znali pokazati pravih idealov. Vse, kar se sedaj dogaja med mladimi in v mladih, je z neverjetno naglico plusnilo pod njih in mnoge tudi odneslo. Glavni problem je nezainteresiranost, apatičnost, mnogi ne vidijo smisla v učenju ali študiju, ker verjetno ne bodo dobili službe. V bistvu so pa dobri in neposredni. Nimamo pravih prijemov, da bi jih pritegnili. Žal smo mnogo let mladinsko pastoralo potiskali ob stran, čeprav so pravi mladi potencial, na katerega bi lahko cerkev računala. Počasi se spreminja na bolje, vendar prepočasi. Mnoge generacije so se oddaljile od cerkve prav zaradi togosti, ki smo jih bili priče v preteklosti. Vedno znova mi prihaja na misel beseda papeža Janeza 23., ki je davnega leta 1962 ob odprtju drugega vesoljnega cerkvenega zbora dejal: brez kančka svete norosti cerkev ne bo razširila svojih stojnic. Torej stojnic, če smemo tako reči, za mlade ni bilo in jih še vedno ni. Morda je prav, da gospoda župnika vprašam, kje sem jaz danes gost. Sem v župnijski cerkvi v Šempetru, v Savinjskem dolinu, ki je zelo lepa in je zelo vredna obiska. Morda kako priti, pa kdaj imate svete maše in kaj naj kristjano pomeni sveta maša? No, župnija Šempeter v Savinjski dolini leži ob avtocesti Maribor-Ljubljana, izvoz je Šempeter in potem je v središču vasi župnijska cerkev. Ogled je možen vsak dan, ker dobro sodelujemo s tukajšnjim turističnim društvom, ki upravlja z rimsko nekropolo, z rimsko cesto in z jamo Pekel, in turisti, ki prihajajo, tudi lahko gledajo cerkev, ker je v turističnem društvu ključ od cerkve in je voden ogled. V župnijski cerkvi imamo redne svete maše ob delavnikih zjutraj ob 7 ali zvečer ob 7, nedeljske maše so ob 8 in pa ob 10, praznične maše prav tako ob 8 in pa ob 10, če je dela prost dan,
če pa je delavnik, je pa sveta maša ob 8 in pa zvečer ob 7. Sveta maša mora biti osrednji nedeljski dogodek vsakega kristjana. Brez resnega zadržka ne bi smeli opustiti te možnosti srečanja z Jezusom v Božji besedi in v Evharistiji, brez možnosti srečanja s farno družino. Mnoge več ne čutijo občestvene povezanosti, ki smo jo deležni pri sveti maši. Danes je problem, tako se mi zdi, potrošniška miselnost, ki pravi, kaj bom imel od tega. Materialno nič, celo manj kot nič, če bom kdaj dal kaj v pušico. Duhovno pa zelo veliko. Zdi se mi, da bi morali vprašanje postaviti drugače. Kaj bom jaz prispeval, da bo sveta maša doživeta, kaj bom storil, da bo mogel Jezus v meni uresničiti svojo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. Danes pa je žal nedeljska ali praznična maša čisto na zadnjem mestu. Vsaka najmanjša stvar, tekma, obisk, izlet, dež, sneg ali počitnice je že dovoljni razlog, da ne gremo k maši. Tako lepo je slišati starejše, ki rečejo, če ne grem k maši, mi nekaj manjka. Bog daj, da bi tudi mladi začeli tako razmišljati in tako gledati na nedeljsko mašo in sploh na sakramente. Počasi se bomo morali zavedati, da v resnici brez Boga in njegove ljubezni ne bomo zmogli. Vsakodnevni dogodki nam to potrjujejo. Kjer ni več sakramentov, kjer ni več občutka za greh, tam se dogaja veliko gorja, jeze, nepoštenosti, slabe volje in nenazadnje tudi revščine, ki je posledica obžrtnosti nekaterih, ki hočejo živeti na račun drugih. Vsemu temu bi morali kristjani odločno reči ne, predvsem svojim življenjem po Božjih zapovedih, še posebej po zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega. Pokazati bi morali na druge prave vrednote, na sveto mašo, na sakramente, ki nas povezujejo in delajo bolj človeške. Tu so na potezi mladi, še posebej mladi kristjani. Kakšna je pa razlika svetih maš, molitev v družini danes, pa takrat, ko ste še vi bili otrok? Razlika je očitna. Če pogledam samo svojo družino, redno je bila molitev brez kakšnega koli hvalisanja, pa tudi poznam družine, ki so živeli z nami, da so vedno molili bodisi pred kosilom ali po kosilu ali pa zvečer skupaj. Obisk svete maše je prav gotovo bil bolj številen, kakor je danes. Tudi molitve je bilo več, ljudem se ni toliko modilo, kot se jim modi danes. Spominjam se iz svojega otroštva, ker v Spodnji Savinjski dolini je Hmel glavni pridelek in v tistem času, ko so prihajali obiravci, to se pravi po prazniku Marijinega vnebovzetja, je župnik na Polzeli, ker je bila zelo majhna cerkev, prosil domačine, naj ostanejo doma, da bodo obiravci imeli prostor v cerkvi. Danes se skoraj ne moremo zamišljati takšne prošnje. Danes so prošnje čisto drugačne. Danes duhovnik prosi in prosimo, da bi vendarle našli čas za mašo, mladi starši z otroci, pa otroci tudi ne samo med veroučnim letom, ampak tudi med počitnicami. Saj je znano, da med počitnicami se skoraj izprazni cerkev, ker so pač počitnice. Torej, miselnost je čisto drugačna. Molitev pa moram reči, da ostaja takšna, ne sicer tako številna, ampak vendarle je molitev pogovor z Bogom in tudi današnji človek to zna uveljaviti. Velikokrat mislimo, da vse, kar nam Bog daje, da je vse samoumevno, ampak ni tako. Treba je prositi za lepo vreme, prositi med prošnje procesije tudi proti grdemu vremenu, proti točih, ujmom, nevihta in tako naprej. Vse to ste vi v vaši župniji obdržali, pa bi vas poprosil, da nekaj besed tudi o tem spregovorite za naše gledalce oddaje Pot poti. Prav gotovo je treba Boga prositi za vse, kar nas obdaja, obenem pa tudi, kar je še bolj pomembno, da se Bogu zahvaljujemo za njegovo skrb, pa za njegov blagoslov in za njegovo spremljanje v našem vsakdanjem življenju.
Mi imamo v naši župniji v Martjakih, to je en del župnije, ki je posejan z vinogradi in z vikendi, vsako leto telovsko procesijo na vrhu hriba, kjer je evharistični križ. Začnemo spodaj v vasi pri kapeli in potem imamo vse 4 evangelije po poti, približno uro in 15 minut hodimo, na vrhu pri križu pa je potem sveta maša in pa zahvala Bogu za zdravo vreme in pa za dobro letino. Prav tako imamo tudi prošnje dneve pred Gospodovim nebohodom, vse 3 dni, v ponedeljek se zberemo v Alojzijevi kapeli in tam potem po maši molimo litanije vseh svetnikov in prosimo za zdravo vreme, za blagoslov pri delu, ostala 2 dneva pa v župnijski cerkvi pred Gospodovim nebohodom. Kaj bi položili na srce našim gledalcem oddaje Pot poti ob koncu te lepe oddaje v Šentjurju Šempeter v Savinjski dolini? Ker smo ravno v počitniškem času, bi vsem kristjanom dobre volje priporočal, da vsak svoj izlet ali dopust začnejo z Bogom, z molitvijo, pa tudi kjerkoli so, da obiščejo cerkev ne samo kot turisti, ampak da se za trenutek pomudijo v cerkvi, v tišini, da se priporočajo Bogu zase, za svojo družino in pa za vse, ki jih poznajo. Prav gotovo je na mestu misel, ki smo jo danes že slišali, Janeza Pavla II., ki je vsem ljudem zakričal, dobesedno zakričal: ne bojte se Kristusa, odprite vrata na stežaj, da bo zavel sveži veter. Gospod Čupnik, jaz se vam zahvaljujem, da ste spregovorili za naše gledalce oddaje Pot poti. Pokloni. Naj vam da Bog v večnosti za vse tisto plačilo, ki ste ga naredili temu malemu človeku in ostanete še naprej Jezusov duhovnik in vam želim življenje v obilu Božjega blagoslova, zdravja in notranjega miru in hvala lepa. Hvala tudi vam in Bog vam povrni. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam iz Savinjske doline z tistim lepim krščanski pozdrav, hvalim Jezus in Marija, do naslednjega slidenja v oddaji Pot poti. Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno povsod. Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno povsod. Gospod, dobri Bog, pokaže svoj obraz in se te usmili. Gospod, naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno povsod. Gospod, naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno povsod. Naj Gospod obrne k tebi obličje svoje, naj ti podari svoj mir. Gospod, naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno povsod. Gospod, naj ti da svoj blagoslov,
Gospod.